Midva, Robi, lepo zdrav, da je Radioaktivno. Lepo zdrav. 30 let je za vami, veliko ste praznovali, na veliko ste praznovali. Na veliko smo naredili praznovanje in je na veliko uspelo. Nekaj singlov ste tudi že izdali v tem času, je to že tudi novo obdobje po 30. obletnici? Ja, nekaj še bilo prej, nekaj zdaj pol, v bistvu to vse, kar smo zdaj izdali, je nastalo pred 30. obletnico. Zadnji, ki ga bomo danes predstavljali, je nastal lani poleti. Obletnica je bila pa oktobra, tako da to še pred tem štetjem, če se tako menimo. No to mi navadni ne vemo. Ja, pa zdaj najnavadni pove, kak je. Ste pa tudi midva na akustični turneji, kmalu tudi v naši bližini. Ja, v Murski Soboti smo, zdaj naslednji teden, ker datum je že to? 14. Ja, za Valentinovo smo v Murski Soboti, ja. Kakšen repertoar pripravljate na tej turneji, na turu, na tudi? Izbor skladb je nekaj dodanih, nekaj odvzetih, nekaj iz Natalina vzetih, nekaj novih. Predvsem pa je povečana zasedba z pihalno sekcijo, ki bo super, ki bo v bistvu nekako nadgradila to, kar že poslušalci poznajo z našega akustičnega sistema. Bo akustična tudi nova, kaj bi ti govoril Ivan? A bo, je že nastala, tako da bo. Čisto sveža, išla je včeraj? Čisto sveža, ja, tako je in smo že tudi takoj v ta namen priredili za že od prvih koncertov dalje akustičnih, torej že od Murske Sobote dalje je nared za poslušalce. Pojete to skladbo Ivanu ali Ivan poje vam? Zdaj, odvisno, katerega Ivana misliš. Cankarja, kaj ti o njem govorimo? Ja, zdaj on nam ne more več kaj dosti pet, ker je svoje odpeval, ampak ja, tisto, kar je napisal, je kar podobno temu, ne, kar je naš Tone naredil. V bistvu v tej smeri, v bistvu je to nek otožna pesem, tožnica, ali kak se temu reče v slovenščini, so rekli, ne, torej, ko tožiš se nekomu, ne, in ta pesem ravno govori o tem, ne, da v bistvu človeka nič ni izučilo, ne civilizacija, ne tehnološki napredek, da še vedno nas vodijo najnižji možni nagoni, ne, kot so pohlep, lenoba, brezobzirnost in podobne stvari. Pomeni, da to, kar je že pisal Ivan, je še vedno aktualno ali pa še vse bolj aktualno? V bistvu je samo čas drugi, pa druge okoliščine, vsebina je pa dejansko enaka, kar je Ivan napisal, in to je v bistvu nek način tudi poklon Cankarja, ne, za to, kar smo se že v osnovni šoli učili, pa takrat nam je še bilo lepo, pa neki drugi zgodbi smo bili, pa tega najbolj nismo razumeli, no zdaj pričenjamo to razumeti. Nas je kaj izučilo v teh 100 letih in nekaj ali ne? Ne. In nas tudi nikoli ne bo izučilo, ker to, kar je v človeku, bo ostalo v človeku in mi tega ne bomo spremenili. Mi ne moramo izkoreniniti negativizma pri ljudeh, mi ne moramo vzgojiti kulture kar tako, lažje jo pa uničimo, ne? In to se zdaj ravno dogaja, ne samo pri kulturi, pri vseh ostalih normah. In se vidiš, da je tam en predsednik pride, pa skoči v drugo državo, ograbi predsednika, pa gre domov, pa nikome ništa, spije viski, skadi cigaro, pa se reži. Mislim, a veš, to več nikoli ne bo to, kar je bilo, ne. In to gre spet v eni drugi destruktivni smeri, žal se mi zdi. No, in tu je to Cankar napovedoval in tu se tu najde ta nesrečna Evropa, ki je že takrat bila, pa je povzročila prvo pa drugo svetovno vojno, pa tudi zdaj nič boljše ne zgleda, ne. Tako da mislim, da je to nek skupek geopolitično-družbenega, globalnega dogajanja. Ja, kajti teh črnih ptičev je tudi vse več. Prihajajo, če dalje niže letajo. Tudi video imate za to skladbo, ki se dogaja v jame. Ja, videi so pri nas tako zelo posebna zgodba. Mi smo vedno bili a priori proti nekim video snemanjem. To nam je bila vedno muka, razen redkih izjem. V celotni naši karieri jih nismo zelo veliko naredili. In tudi in če se spomniš tudi Hin, smo nekako se odločili, da bi raje to dali nekomu, ki bo to v neki grafiki malo bolj umetniško, malo bolj ne na prvo žogo prezentiral, ne, tekst, torej vsebino naše muzike, ne. In mislim, da je naš Domno Rupniko, ne, to je mimogrede moj sodelavec iz šole, ki je pač mojster za grafično oblikovanje, ne, da me zelo dobro uspelo to upodobiti v takem gibljivem, animiranem štosu z večjimi platformami, no. Poslušalci si lahko video ogledajo na YouTubeu, skladbo bova sedaj zavrtela tudi našim poslušalcem. Zato, Robi, za konec, kaj misliš, da bi nam danes govoril Ivan? Kaj sem vam govoril? Takrat, ko sem še bil živ. Predlagam, da tudi poslušamo, kaj nam bo povedal.
Dajmo. Hvala ti, da si se oglasil na kratko, ter uspešno in delno naprej. Lepo zdrav poslušalcem Radio Prlek. Pozdravljeni, sem Robi iz skupine Mi2 in vi poslušate Radioaktivno. Kaj bi ti govoril, Ivan, ni se dosti spremenilo, komu mar je za besedo, lažje se razume silo. Kaj bi ti govoril, Ivan, ni nas dosti izučilo, zbirajo se črni ptiči, farmo vodijo prašiči. Kaj bi ti govoril, Ivan, na okna trkajo mrliči, preživeli iz pepela, deco mečejo v peči. Kaj bi ti govoril, Ivan, kar ne čutiš, ne boli, srca so okamenela, solza njih nas bo preklela. Človek v sebi nosi čredo ljudi, ko ga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Požrešen pesjan, žejen krvi, lačen zlata, potuhnjen in bedan. Kaj bi ti govoril, Ivan, svoboda ni za vse enaka, težko najdeš poštenjaka, kravata stiska okrog vrata. Kaj bi ti govoril, Ivan, ostri kremplji psihopata, vse se suče okrog denarja, hlapec ljubi gospodarja. Človek v sebi nosi čreno ljudi, ko ga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Požrešen pesjan, žejen krvi, lačen zlata, potuhnjen in bedan. Človek v sebi nosi čredo ljudi, ko ga skupaj zložiš, nikaj prida vreda. Kaj bi ti govoril, Ivan, kaj bi ti govoril, Ivan, kaj bi ti govoril.